Tako, lepo pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli na pogovoru z naslovom Rasizem v medijih in izobraževanju. Gre že za tretjega in tudi zadnjega v nizu pogovorov o rasizmu, ki ga organiziramo v Slovenskem etnografskem muzeju. Jaz sem Tina Palajič in v Slovenskem etnografskem muzeju koordiniram evropski projekt Taking Care, ki nosi slovenski naslov Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi, v okviru katerega ta cikel pogovor pravzaprav organiziramo. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Poleg Slovenskega etnografskega muzeja pa v njem sodeluje še 12 drugih evropskih etnografskih muzejev oziroma muzejev svetovnih kultur, s katerimi pravzaprav sodelujemo in nekako skupaj premišljamo, kako v današnjem času interpretirati zunajevropske zbirke v tovrstnih muzejih, torej se nekako ukvarjamo s vprašanjem tega, kakšna je vloga teh muzejev v sodobni družbi. Pravzaprav se nam zdi, da je zelo pomembno, da muzeji, oziroma prepoznavamo to vlogo muzejev, da odpira nekako prostor za diskusije o aktualnih družbenih tematikah, da se torej muzeji na tak način odzivajo na družbeno dogajanje, torej da poskušajo nekako ponuditi prostor za tovrstne izmenjave, tovrstne dialoge. In tako smo pravzaprav v tej luči ta cikel pogovorov zasnovali. V prvem pogovoru smo govorili oziroma smo naslovili rasizem v znanosti s profesorjem dr. Rajkom Muršičem in smo pravzaprav na nek način osvetlili zametke in razvoj idej o rasi, ter tudi rasizem opredelili kot politično vprašanje v smislu seveda načina urejanja medčloveških odnosov. Včeraj smo govorili o vlogi muzejev pri ustvarjanju podob o drugih, oziroma na nek način o tem, kako muzeji predstavljajo materialne kulture, prakse in vrednote najrazličnejših družbenih skupin. Seveda smo nek tak del pogovora namenili tudi temu, da smo se spraševali o potencialih, ki jih imajo muzeji kot družbeno odgovorne institucije oziroma organizacije za nekako vzpostavljanje oziroma krepitev družbene pravičnosti, enakosti in solidarnosti. No, nekako v tem zadnjem pogovoru pa pozornost posvečamo vlogi medijev in izobraževanja in bomo pravzaprav zelo na takšnih konkretnih primerih pogledali, kako se rasizem manifestira, kako pravzaprav so te rasistične ideje v medijih in tudi še zlasti učbenikih, kar se tiče izobraževanja, zlasti učbenikih za geografijo in zgodovino, kako so torej te ideje krožile, kako so krepile neko naše razumevanje hierarhij med različnimi družbenimi skupinami in nato bomo te primere tudi skupaj komentirali. Današnja gosta sta Anja Polajnar, ki je diplomirala iz mednarodnih odnosov in magistrirala iz svetovnih študij na Univerzi v Ljubljani. Sedaj študij nadaljuje in sicer je doktorska kandidatka na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja pa se z pomenom reprezentacij Afrike med Slovenci od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne. Z nami je tudi Maks Zimani, direktor socialnega podjetja Skuhna, Svetovna kuhinja, in Zavoda Global, Zavoda za globalno učenje in razvoj projektov. S svojim delovanjem si Maks prizadeva opolnomočiti tujce iz globalnega juga in jim olajšati pot do zaposlitve. Hkrati pa tudi ves čas že nekako naslavlja ta vprašanja družbene pravičnosti in nenehno opozarja na krivice, ki so posledica rasizma. Prav s tem bi rada tudi začela, Maks. Pravzaprav je to opozarjanje na rasizem, opozarjanje na diskriminacijo neke vrste tvoje poslanstvo oziroma izjemno pomembna aktivnost, dejavnost, ki se ji posvečaš, odkar si se priselil v Slovenijo kot študent v 80-ih letih prejšnjega stoletja, torej takrat še v okviru Jugoslavije. Tvoja ta prizadevanja nekako kontinuirano potekajo več kot 30 let, torej,
In zato bi te rada vprašala, na kakšne načine pravzaprav v vsem tem času naslavljaš to problematiko. Kakšne so tvoje aktivnosti, kako je to potekalo, pa mogoče tudi en takšen komentar, ker je vendarle to daljše obdobje, ali lahko rečeš, da so se podobe v afriškem kontinentu in ljudeh v vsem tem času kaj spremenile? Hvala, Tina, hvala vsem, ki ste si vzeli čas. Ja, res je, ko sem jaz prišel iz Zimbabveja, v 80-ih letih jaz nisem pričakoval takrat, da bo rasizem v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji. Namreč takrat sem pač verjel, da glede na to, da gremo v eno neuvrščeno državo, Jugoslavijo, da tam bo vse drugače, da bo vse pozitivno in tako naprej. Pač sem bil naiven. Ja, ko sem prišel, je bilo seveda rasizem, ampak je bil, bi človek rekel, mogoče drugače. Še večji poudarek, recimo, ko sem se srečeval z ljudmi, je bila ta poudarek na bratstvo in enotnosti. Tudi ljudi, ki jih nisi spoznal, so te mirno pozdravljali in nekako so ti dali občutek, da si dobrodošel v okviru te širše politike bratstva in enotnosti. Druga zadeva, resnično takrat ni bila v navadi, da bi nekdo na visokem političnem položaju tako rasistično se izražal recimo v javnih medijih, kar se recimo danes dogaja. V resnici je bilo ravno obratno. Če smo mi imeli kakšenkoli problem, smo lahko sklicali neki sestanek in se pogovarjali in večinoma je bilo tako, da si imel občutek, da če se pogovarjaš potem z neko institucijo, so bili nekako na tvojo stran, skratka na antirasistično stran. Rasizem pa je bil, kot sem že na začetku povedal, saj čudno bilo, če ne bi bilo. Jaz spomnim recimo pač kot mlad fant, že na začetku, ko sem imel pač eno prijateljico in pri njej doma so zamenjali ključavnico, ko so zvedeli, da je z mano, recimo. To je bilo samo en tak majhen primer, ko ti pokaže, da čeprav so ljudje govorili na splošno dosti bolj pozitivno od drugih, ko je prišlo do njih zares, marsikdo, recimo, je pač pokazal svojo pravo barvo ali pa pravo mišljenje. No, zelo pomembno je bilo, da sem se takrat pridružil organizaciji, ki se imenuje Zveze afriških študentov ali pa ZAŠ. Ravno tako, da smo se v bistvu potem borili proti neenakosti. Takrat smo dejansko se dobili, če je bila recimo velik primer, smo sklicali sestanek in smo prijavili zadevo in smo se pogovarjali na raznih ministrstvih pa tako naprej. Občutek sem imel takrat, da je neki posluh, recimo, če pa že recimo greš, tja ni bilo enostavno priti do teh sestankov. Probleme so pa bili, na primer, določeni Afričani so me enostavno pripeljali po noči iz študentskega naselja na mejo, v obliki deportacij, recimo, kar je v bistvu nezaslišano. To je bilo v 80-ih in 90-ih letih, po neodvisnosti Slovenije, se je situacija rahlo spremenila, zato ker tako in tako je bilo zelo malo Afričanov, ki so ostali. Organizacije, ki smo jih imeli, so rahlo spremenili oziroma razpadli. Takrat smo se potem združevali v druge organizacije, ki je v bistvu združeval ne samo Afričane, ampak vse tujce.
ki se imenuje Klub mednarodnega prijateljstva. Delovali smo podobno, kot smo v Zvezi afriških študentov prej. Potem pa je bilo obdobje, ko še tole organizacija ni več delovala, tako da takrat moram jaz izpostaviti sebe, svoje aktivnosti, pa tako naprej spomnim, da somišljenki, recimo smo organizirali kulturne večere, recimo v Jazbini, to je bil en klub v Ljubljani. To je bilo zaradi tega, ker smo že takrat recimo ugotovili, da je bil ta stereotip, da Afričani se samo z zabavami ukvarjamo. In potem smo mi rekli, dobro, zabave so pa pomembne, saj konec koncev smo ljudje. Ampak je treba več kot to in smo začeli organizirati take večere, kjer smo imeli na začetku pogovore. To so lahko, ne vem, na primer pozitivne novice iz Afrike ali pa iz afriških držav, ali pa pogovor o kakšni tematiki, ne vem, o enakosti, o rasizmu, in potem šele zabava. Tako da s tem smo začeli v tej Jazbini, potem pa smo še isto naredili v drugi pomoči, pač na drugih krajih, na koncu v Gromki, in to že v okviru Društva Afriški center, recimo, ki je bila v bistvu zelo aktivna, še posebej na začetku stoletja, 2000 do 2010, na tem področju. Zdaj v okviru Društva Afriški center smo dejansko stvari še razširjali. Velikokrat smo organizirali razne okrogle mize, simpozije, pa tako naprej, prav na temo rasizem. Velikokrat smo se pojavili tudi v medijih in se pogovarjali o tej tematiki. Naredili smo analize, recimo, o učbenikih, v medijih, pač vse na to temo rasizma. Zdaj le zadnjih 10 let moram reči, da sem bolj aktiven v Zavod za globalno učenje, se imenuje oziroma Zavod Global, in v Kupni, ki jo je že Tina omenila prej. Zdaj Zavod za globalno učenje v bistvu je v tem obdobju imel več projektov, ki prav to tematiko naslavlja. Recimo, trenutno imamo, oziroma smo ravno zaključili en projekt, ki se imenuje InterCap, preko katerega to vprašanje naslavljamo z izobraževalnimi aktivnostmi, tako za pedagoške delavce, pa vsi, ki recimo iz nevladnega sektorja, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. Tako da njim v bistvu imamo material za njih, zato da lažje oziroma boljše se ukvarjajo s to problematiko. V okviru Skupne je bolj tako, kreiramo oziroma ustvarjamo prostor, kjer sami migranti lahko v bistvu povemo svojo zgodbo. Ker se meni zdi osebno to zelo pomembno, ker če pa o tebi govorijo drugi vedno, pač bojo govorili to, kar oni mislijo, da je prav ali pa tudi ne, medtem ko pa če sam o sebi govoriš, imaš pa vsaj možnost, da govoriš resnico, pa pač iz svoje plati. Tako da Skupna je ravno to. V bistvu to je prostor, kjer skušamo opolnomočiti migrantke in migrante in jim dati v bistvu glas. In to delamo na različnih načinov, ker s ustvarjanjem v bistvu možnost zaposlovanja in možnost, da se govorijo o sebi v okviru Skupne, v okviru Skupna tok. To so te debatne večere. Ja,
Max, najlepša hvala za ta zelo izčrpen prvi odgovor. V bistvu zelo se mi zdijo pomembna ta vaša prizadevanja, ne. Ne samo to, da se ljudem omogočajo zaposlitve, ne, torej ljudem, ki v bistvu se znajdejo v precej težki situaciji, ko pridejo v Slovenijo, ampak predvsem to, kar si izpostavil, se mi zdi, kot drugo, kar si izpostavil, se mi zdi izjemno pomembno, da govorijo sami zase, da se ponudijo tudi neke druge zgodbe, neke druge perspektive, mogoče alternativne pripovedi, ki niso toliko razširjene pri nas in jih ne poznamo. Prav tako se mi zdi pomemben ta element pregleda učbenikov, ampak k temu se bomo vrnili še nekoliko kasneje. Mogoče bi se zdaj čist na to zadnjo aktualno tvojo potezo obrnila. In sicer si podpisnik izjave kot član skupnosti Afričanov v Sloveniji, v kateri ste se, to je bilo zdaj prav pred kratkim, zelo jasno opredelili pravzaprav do vsebine oddaje Faktor, ki je nosila naslov Kdo se boji svobode govora, ki je bila predvajana na televizijskem programu TV3 20. januarja. Zdaj, tukaj me zanima, katere so glavne vsebinske točke te izjave in tudi mogoče tako, zakaj ste se odzvali prav zdaj v tem trenutku na tovrstne medijske vsebine. Hvala, Tina. Jaz mislim, da je bilo najboljše, da kar jaz to izjavo šeram, če lahko. Lažje, evo, takoj. Ne vem, če vidite. A vidite izjavo? Ja, se vidim. Ok, hvala. Torej, v bistvu vprašanje je bilo, zakaj smo se mi odločili. Veste, opažamo, da kar pogosto zadnje čase, zadnje nekaj mesecev se dogaja sovražni govor v Sloveniji. Več je takšnih primerov. In kot sem prej že omenil, včasih pride tudi iz političnega vrha ali pa iz medijev, recimo, ne. In enostavno se nam zdi, da če pa nič ne narediš, potem pa se nič ne bo spremenilo. Tako da smo rekli tokrat, nekaj moramo narediti, da izražamo pač svoje stališče. Trdno smo prepričani, da tudi v Sloveniji velja zakon za vse. In pač smo mnenje, da ta izjava je problematična iz več stališč. Prvo je pa dejansko žaljivo za nas kot ena skupnost, češ da smo leni in neumni, to je žaljivo. In tudi mi, recimo, verjetno imamo zaščito, ne, kot državljani te države. Žaljivo za nas in za naše žene in otroke, pa tako naprej, ne. Druga, kar se mi zdi, da je še bolj pomembno v resnici, je to, da če se dopušča, recimo, če se dopuščajo take izjave, lahko pripeljejo do situacije, kjer smo lahko mi kot manjšina napadeni. To ni nemogoče. Poglejte le, kaj se dogaja v ZDA, kjer so dopustili, recimo, bivšemu predsedniku, da je lagal, pripeljalo do tega, da so njegove privrženci 6. januarja napadli samega Kapitola, rečejo, no, ne vem, kako se v slovenščini to reče. In pri tem so ljudje izgubili življenje, recimo, ne. In tudi mi se bojimo, da če se te zadeve lahko grejo naprej nesankcionirane, brez tega, da bi kdorkoli karkoli opozarjal,
lahko do tega tudi konec koncev pride. Zato dejansko pozdravljamo to, da je Društvo novinarjev Slovenije v bistvu reagiralo in v bistvu vložilo kazensko ovadbo zoper voditeljice oddaje in tudi odgovornega urednika. Mi smo v bistvu zagovorniku načela enakosti poslali predlog za obravnavo diskriminacije. Ja, jaz sem v tale klepetalnik tudi delila izjavo, kjer si jo lahko pač v celoti tudi preberete in tudi podpišete, seveda, če podpirate tovrstne ideje. Mogoče bi pa zdaj vendarle, Maks, pogledali tudi malo v zgodovino, namreč tovrstni medijska poročanja, medijske vsebine niso omejene samo na današnji čas, ne, ampak bi tukaj mogoče, Anja, nekoliko naslovili tudi ta zgodovinski vidik poročanja o afriškem kontinentu, afriških ljudeh. Predvsem bomo pogledali te časopise, ki so poročali o delovanju misionarjev, torej katoliške časopise, in eno takšnih prvih in tudi obsežnejših tovrstnih poročanj je bilo v bistvu povezano z misionarjem Ignacijem Knobleharjem iz sredine 19. stoletja. Pa me tukaj zanima, če lahko mogoče predstaviš kontekst njegovega delovanja, kakšno je bilo, predvsem seveda to, kakšno je bilo poročanje v teh katoliških časopisih, kakšne učinke je to poročanje imelo. Tina, hvala za povabilo. Zelo pomembno se mi zdi, da poznamo zgodovinski kontekst izvora stereotipov in predsodkov, zato bi kar začela sredi 19. stoletja, natančneje leta 1846, ko se Rimokatoliška cerkev odloči ustanoviti misijon za Srednjo Afriko, in sicer južno od Kartuma, na področju današnjega Sudana in Južnega Sudana, med ljudstvi, med Nubici, Dinkami, Šiluki, Nueri, Čiri, Barici, Kiki, Jaroli, Hiljabi, torej živečimi ob Belem Nilu, ki so že imeli svojo vero, je Rimokatoliška cerkev videla možnost za širitev krščanstva. V Kartumu so imeli misijonsko središče, nato pa so organizirali še dve misijonski postaji, in sicer Gondokoro v bližini današnje Džube, prestolnice Južnega Sudana, med Barici, in Sveti križ med Kiki v bližini današnjega mesta Bor. No, Barici in Kiki pa so misionarje tudi sprejeli zaradi zaščite pred trgovci sužnji. Med prvimi misionarji je bil tudi dr. Ignacij Knoblehar, rojen v Škocjanu na Dolenjskem, ki je kmalu pridobil pokroviteljstvo avstrijskega cesarja Franca Jožefa, ki je v misijonu po zgledu zahodnih sil videl priložnost za kasnejše kolonialno udejstvovanje, ki se pa kasneje ni uresničilo, ampak je pa potrebno vedeti, da je leta 1884, takrat Avstro-Ogrska, bila prisotna na berlinski konferenci o delitvi Afrike in je ratificirala vse kolonialne dogovore imperialističnih sil. No, Knoblehar je bil potem tudi imenovan za provikarja strani papeža Pija IX. In potem je iskal pomoč med redovnicami, duhovniki, rokodelci na področju avstrijskega cesarstva, tudi med Slovenci in Slovenkami, in sicer nagovarjal jih je prek publikacije Zgodnja Danica. To je bil pa v bistvu v tistem času, ki je sovpadal z Bachovim absolutizmom, edini časopis v slovenščini, ki je bil dovoljen poleg kmetijskih in rokodelskih novic.
Izdajal oziroma urejal ga je potem tudi Luka Eran, ki je bil vnet zagovornik afriškega misijona in je zelo redno, vsak teden ali pa vsakih 14 dni objavljal pisma, prevajal pisma in jih tudi seveda cenzuriral strani misionarjev in rokodelcev, ki so bili vključeni v srednjeafriški misijon. In sicer Slovenci in Slovenke so bile v tistem času zelo podrobno seznanjeni z misionarskimi pogledi na to področje Sudana, Južnega Sudana, Egipta in pa ljudi živečih ob Belem Nilu. Je pa treba poudariti, da Afričani niso imeli aktivne vloge pri objavah. Tukaj govorimo o misionarskem pogledu. Zgodnja Danica je bila najverjetneje tudi brana, zelo brana med Slovenci in je tudi, verjetno so tudi te dopisi in te zgodbe iz Afrike privabljale ljudi, da so kupovali Danico. Hkrati pa so v okviru organizirali tudi razne akcije zbiranja sredstev za afriške misijone. Ena od najbolj priljubljenih pa je bila, citiram, odkup zamorčka. In sicer Slovenci in Slovenke, pa tudi razredi, šolski razredi so zbirali sredstva, ki so jih potem podarili misionarjem, da so na sužanskem trgu v Kairu in Kartumu odkupili afriške otroke in jih potem vzgajali v katoliški veri. No, njihovi botri iz Slovenije pa so jim lahko dali imena, ki so bila ponavadi zelo slovenska, recimo Jožef Kranjski. To, da si imel svojega varovanca v Srednji Afriki, pa je predstavljalo tudi nek prestiž takrat med Slovenci. Treba je poudariti, da so misionarji takrat prišli na to področje Sudana in Južnega Sudana z zakoreninjenimi srednjeveškimi stereotipi, ki so bili veliko bolj ekstremni in so bili ob neposredni izkušnji vsaj malo umiljeni. Recimo, komaj sam sebi verjamem, da živim v deželi divjakov, kot so jih imenovali, kot vidimo recimo na tem citatu. Takrat so se ustvarili prvi stereotipi, stereotipne podobe in imaginarji o Nilski dolini v Afriki, in sicer ustvarili so stereotip o tem, da je ogromno ljudi, ki se jih lahko pokristjani. Po eni strani so misionarji o ljudeh, živečih ob Belem Nilu, pisali z naklonjenostjo, kot da so prijazni, družabni, veseli, srečni, brihtni, seveda v povezavi z sprejemanjem katoliškega nauka, pa tudi zelo spretni. Ampak po drugi strani so pa nanje gledali z evropsko prizmo razvoja in jih označili za lene in nerazvite, kot tiste, ki ne uporabljajo evropskih orodij za obdelavo zemlje, recimo. Seveda imenovali so jih kot divjake oziroma najbolj divje ljudstvo in v Zgodnji Danici najdemo tudi take citate, kot jih vidimo zelo, torej da morajo najprej postati ljudje in šele nato kristjani, ali pa še bolj stereotipne, nič ne mislijo na jedilo, ne na oblačilo, torej zelo eurocentrične stereotipne oznake. V vseh člankih, v vseh pismih pa je vera označena kot najbolj negativna, ki niti ni poimenovana kot vera, ampak kot praznoverje oziroma vraževerje in označena z najbolj negativnimi oznakami. Se pa oblikujejo tudi imaginariji o Afriki, pač o Egiptu, Sudanu in Južnem Sudanu. Po eni strani je pisanje zelo potopisno, romantično, eksotično, glorificirajo reko Nil, raznolikost živalskih in rastlinskih vrst, ampak po drugi strani pa tudi eurocentrično gledajo na Afriko kot na vročo, nezdravo podnebje, puščavnato, kjer živi ogromno nevarnih živali, ampak ta dežela je pa daleč stran. Treba je tudi poudariti, da so misionarji, da niso homogenizirali Afrike kot neke homogene celote, ampak da so naslavljali posamezna ljudstva z njihovimi originalnimi imeni. V Zgodnji Danici pa najdemo tudi barijski jezik. Tukaj gre za prevod sicer misionarske pesmi v barijski jezik, ne gre za prevod recimo barijske pesmi v slovenščino in nemščino.
No, zdaj pa Slovenci, kako so Slovenci videli misionarje? Videli so jih kot pogumne posameznike, ki grejo v nevarno deželo, pokristjanjevati, civilizirati in s tem pomagati Afričanom. Tako so jih videli. To pomeni, da so jih na nek način glorificirali. Slovenci so pa same sebe videli kot binarno drugačne, binarno nasprotne, beli ljudje, imenitni gospodje in gospe in snažno oblečeni. In tudi skozi te zelo odmevne donatorske akcije, kot so jih imenovali, so sebe videli kot tiste dobre ljudi, ki pomagajo. Oni so to videli kot neko pomoč in s tem ustvarjali tudi pokroviteljski odnos do Afričanov, kar se pa potem še kasneje še bolj potencira v kasnejšem misijonskem tisku. Toliko za enkrat. Ja, Anja, najlepša hvala za tale zelo poglobljen pogled, pravzaprav ta poročila v Zgodnji Danici. Veliko nekih tem bi lahko zdaj odprli na tej podlagi, od tega razumevanja misionarjev, ki si ga omenila, torej kot raziskovalce, kot požrtvovalne ljudi, kot tiste, ki so v bistvu odhajali pomagati domačinom, ki jih je bilo treba spremeniti oziroma pokristjaniti, do razumevanja samih sebe, torej Slovencev, kako so sebe videli skozi tudi neke te kako bi temu rekla, povabila, recimo v Zgodnji Danici, da donirajo za delovanje misijonov, da pomagajo z nekimi tudi finančnimi pri odkupu otrok. Mogoče bi se prav na ta vidik osredotočila, ker se mi zdi tako izjemno pomembno osvetliti neko to zgodbo, o kateri premalo govorimo, je res ne poznamo, in gre prav za to neko idejo, da bi se kupilo otroke na suženjskem trgu v Kartumu, si omenila, da je bil en takšen trg, da bi se jih pripeljalo v Evropo, kjer bi jih vzgojili v bodoče misionarje in misionarke, in da bi potem ti otroci kot potem odrasli ljudje odšli nazaj v svoje domovine in tam pokristjanjevali. In v bistvu tudi v Slovenijo so nekateri od teh otrok prišli. Predvsem je bil tukaj, naj povem, en tak misionar, zelo prizadeven, Nicolo Olivieri, ki je bil tudi s slovenskimi podporniki v stiku, in on je pravzaprav tudi na nek način omogočil prihod otrokom na naše ozemlje. Tako da mogoče, če lahko to komentiraš, bi pa samo še dala besedo pred tem Maksu, ki vidim, da želi povedati, oziroma da se želi vklopiti v pogovor, potem pa Anja takoj. Jaz bi rad samo v bistvu pokomentiral, ko sem slišal v bistvu ta sodelovanje pri suženjstvu in tako naprej, da sem prebral, da je v resnici papež Nikolaj V. v letu 1452 dal portugalskemu kralju, ki se je imenoval Alfonso V, blagoslov za suženjstvo. To sicer velja preveriti, ampak to nekako se mi zdi, da je zelo pomemben kontekst, da razumemo, zakaj je sploh to suženjstvo dejansko potem nastalo. Bi pa spet jaz delila zaslon, da malo pogledamo. Torej, če se vrnem k tvojemu vprašanju, torej, po zaslugi Zgodnje Danice so bili Slovenci zelo podrobno seznanjeni z misijonskimi pogledi na Sudan, Južni Sudan in na ljudi, živečimi v Belem Nilu. Najverjetneje pa, vsaj glede na objave v tisku, je bil nek vrhunac slovenskega stika z Afriko, prihod potem sudanskih otrok v Ljubljano.
Namen prihoda je bil, kot si omenila, del misijonskega načrta, torej naj bi otroke vzgojili v duhovnike in redovnice in jih nato poslali nazaj v Afriko, kjer bi širili vero med lokalnim prebivalstvom. Velik dogodek je bil ravno krst otrok iz Afrike. O tem so se na široko razpisali pri Zgodnji Danici, in sicer vidimo članke na prvih straneh z zelo podrobnimi opisi, kar se je potekal pri Uršulinski cerkvi v Ljubljani in Škofji Loki. Udeležilo se ga je ogromno ljudi, duhovščine, pa tudi meščanstva. In sicer, če malo bolj podrobno opišem to arhaično obliko krsta poganov, kot se je imenovalo. Otroci so bili najprej oblečeni v črno, začelo se je z natančnim spraševanjem, kako ti je ime, kaj želiš od cerkve Božje, ali se odpoveš hudiču. Otrokom so nato v usta položili sol, da jim izpere vse grehe. Nato je sledilo polaganje križa na čelo, ušesa, oči. Po večkratni molitvi so bili potem otroci končno peljani v cerkev, kjer jih je nato duhovnik krstil, in šele nato so se lahko oblekli v belo oblačilo. Dobili so tudi zelo slovenska imena, kot tukaj vidimo. In sicer vsaj na deklarativni ravni naj bi ti otroci postali bratje in sestre Slovencev in Slovenk, ampak vsaj v tisku se nihče ni spraševal, kakšen vpliv pa je vse to imelo na otroke. Ampak kljub temu, da so otroci sprejeli navade Slovencev, da so se naučili slovensko, celo z ljubljanskim naglasom, so bili še vedno obravnavani neenakopravno, prav zaradi barve kože. In sicer, kar priča tudi tale slika, tole je v samostanu Uršulin Sveti Duh pri Škofji Loki, kjer redovnica tukajle reče: dragi Jezus, sprejmi dušo uboge poganke. Torej, to je bila pa Hamisa krščena Marija, bila je torej krščena, pa so jo še vedno imenovali kot poganko. En primer je pa še opisal Josip Stritar v črtici Lešniki, in sicer srečanje z Afričanom, ki je bil po krstu imenovan Jožef Slovenski. Srečala sta se na Dunaju. Jožef Slovenski je govoril v tekoči ljubljanščini, celo s krakovskim naglasom, vendar ga je kljub temu Josip Stritar opisoval v zelo zaničevalnem odnosu, imenoval ga je celo prikazan in tako, ampak kljub temu je pa potem na koncu priznal, da ima mehko dušo, ker je izjavil, da bi še enkrat želel videti svoje starše. No, čeprav je potem veliko otrok, ki so prišli sem v Evropo, zaradi pljučnice umrlo, tako da tako nekaj. Anja, najlepša hvala. Tukaj zdi se mi pomembno odpreti ravno to temo, kakšna sporočila se recimo posredujejo otrokom, kakšne so tiste podobe, ki jih že v zelo zgodnjem obdobju oziroma v obdobju šolanja nekako predstavljamo kot tiste prave podobe, ki si jih morajo recimo v okviru šolskega izobraževanja tudi zapomniti. Tukaj se bomo obrnili tudi na ta pregled učbenikov Maks nekoliko kasneje, ker bi pa vendarle rada prej še osvetlila pravzaprav, kako je ena misijonska družba, sicer misijonska družba svetega Petra Klaverja za afriške misijone, kako so oni to pravzaprav počeli, ker se mi zdi takšen zelo zanimiv pogled v to, kot si sama prej omenila, Anja, vzpostavljanje stereotipov, krepitev stereotipov skozi čas. Tukaj se mi zdi zanimivo ravno to pogledati, kako so to pravzaprav počeli z otroki. V glavnem, zdaj bomo nekako šli na to obdobje prve polovice 20. stoletja, torej malo naprej se bomo premaknili v času in bomo pogledali na časopis Odmev iz Afrike, ki je nagovarjal najprej odrasle, to je bil časopis za odrasle.
Potem tudi časopis Zamorček, ki je bil namenjen otrokom. In me pravzaprav oboje zanima, no, kako je v času tole se preoblikovalo, to predstavljanje nekako afriškega kontinenta in tamkajšnjih ljudi. Torej, družbo svetega Petra Klaverja so vodile ženske prostovoljke, tako imenovane sodalinje oziroma pomožne misionarke. Družba se je ukvarjala z zbiranjem sredstev za pomoč afriškim misijonom, s produkcijo in prodajo misijonskega gradiva, izdajala je svoje knjige, revije, koledarje, razglednice, podobice. Pod okriljem družbe svetega Petra Klaverja pa so bile organizirane tudi številne gledališke igre, pa javna predavanja o afriških tematikah. Bolj natančno bi si pa pogledali publikacijo Odmev iz Afrike, ki je pa vsebovala razna pisma strani misionarjev in misionark iz različnih območij Afrike, nato pa so bila ta pisma prevedena v Rimu in potem seveda tudi cenzurirana. No, članki so si večinoma zelo podobni, pisani so nekako po podobnem kopitu, začnejo se s pripovedjo misionarja, v kakšnih težkih razmerah živi, potem prosi za sredstva dobre ljudi iz Evrope, in sicer za obnovo misionišč, cerkev, gradnjo šol, bolnišnic. Nato pa vedo, kaj je že naredil, koliko ljudi je že krstil in koliko jih še namerava, seveda v pomoči dobrih ljudi iz Evrope in seveda tudi iz Slovenije. No, v teh publikacijah pa se ustvarja stereotip ubogega Afričana. Torej, diskurs se je ustvaril s ponavljajočimi se besedami in besednimi zvezami, kjer je Afričan predstavljen kot nesrečen, živi v dušnem in fizičnem suženjstvu, pozabljen je od vseh, trpljenje, divjost, železne verige, najrevnejši med revnimi. To se skozi ponavlja, situacija je pa predstavljena brez kakršnega koli konteksta. Tako da v tistem času pa so tudi že dostopne prve fotografije, ker v času zgodnje Danice še ni bilo. No, in tudi te fotografije lahko uvrstimo v posamezne sklope, taka kot jo vidimo, je bila zelo pogosta, in sicer misionarji obkroženi s pridnimi afriškimi kristjani. Ali pa recimo Afričani, ki prevzemajo evropske navade. Ali pa zelo priljubljene so bile pa tudi afriški duhovniki in redovnice, recimo. No, v otroških publikacijah Zamorček se pa tudi vzpostavlja pa še bolj stereotipen pogled na Afriko in Afričane. Ponavljajoči izrazi tukaj pa so dežela daleč stran, strašna dežela, polna nevarnih živali, vroča Afrika, poganstvo, revčki zamorčki, citiram, zelo se mi smilite, ker ste tako revni, ker živite v takih bednih razmerah. Torej, na drugi strani pa se v stvari prikazujejo Afričane kot poslušne in hitro učeče, če jim le na pomoč priskočijo njihovi bratci in sestrice iz Slovenije, ki pridno zbirajo znamke, knjige, sredstva, štanjol papir tudi in jih takole prikazali. No, hkrati pa so v vsaki reviji objavili tudi neke vrste pisma, sporočila, tako je bilo imenovano Zamorčkova pošta, kjer so slovenski otroci naj bi pisali afriškim otrokom. Tako je bil tudi med otroki ustvarjan drugi, tisti, ki je drugačen, tisti, ki živi v strašni deželi, in to je vzpodbudilo v njih neko grozo in strah v smislu, rajši sem bel kot črn. Na drugi strani pa tudi globoko sočutje in Zamorček jim potem ponudi priložnost spremeniti to situacijo s tem, da še bolj vneto zbirajo sredstva za afriške misijone in da še bolj vneto še več molijo. No, in stereotip nesrečnega, ubogega Afričana, ki živi v strahotnih razmerah, se je tako s pomočjo teh publikacij in spremljevalnega programa reproduciral 30 let od začetka 20. stoletja pa do konca druge svetovne vojne in marsikje je prisoten še danes. To pa je tudi uporabljena literatura, Odmevi iz Afrike, zgodnja Danica,
čisto, to je vse digitalizirano, da si lahko pogledate. Evo, toliko za enkrat. No. Ja, mislim, zelo se mi zdi zanimivo to, kar si zdaj pokazala, ker pravzaprav na nek način prepoznavam podobe, ki jih še danes pogosto v medijih srečamo, ne. Od tega, da se poudarja, ne vem, revščina, lakota, da potrebujejo pomoč, ne, in ta neka neprava vera, ne, to je pa ta pač pogled misionarjev, ne, razumevanje tega njihovega delovanja, ne, da prinašajo razvoj, da prinašajo pomoč, da rešujejo duše, ne, in tako. Ja, to je res nek diskurs, ki ga očitno vlečemo, no, iz tistega obdobja še vse do danes. Maks, mogoče bi vendarle zdaj šli na te poglede v učbenikih, oziroma vsebina učbenikov za geografijo in zgodovino, ki prav tako so na določenih mestih pač izjemno sporni. In me zanima, najprej, če bi lahko mogoče malo pojasnil ta projekt, ki ste ga izvajali, kdo je bil pravzaprav partner v tem projektu in kakšni so rezultati vaše analize. To se mi zdi najbolj pomembno. In pa mogoče preden začneš še to, če želi kdorkoli kaj vprašati, komentirati, lahko to zapišete v klepetalnik, potem bomo pa tudi odprli v bistvu prostor, da se boste lahko oglasili v živo za komentar ali vprašanje. Maks, Hvala, Tina. Jaz moram reči tudi, da dejansko je kar nekaj podobnosti, no, med tem, kar je Anja povedala, pa situacijo ponekod še danes. Zdaj, glede teh učbenikov, mogoče zato, da je stvar še bolj tekoče, bi rekel, da smo že v letu 2007, takrat v okviru Društva Afriškega centra, naredili pregled. In takrat smo dejansko ugotovili zelo sliko, ki jo je opisala v bistvu Anja, ne. Ta zadeva smo bolj sistematično potem še naredili leta 2010. Takrat smo potem imeli v bistvu, pregledali smo 4 knjige geografije in 2 zgodovine. Slika afriškega kontinenta je takrat bila v bistvu večinoma negativno predstavljena, s poudarkom na vojnah, na lakoto, boleznih, suše. Kar je manjkalo, je širši kontekst zgodovinskega. Skratka, že poveš, ja, da so tam ljudje lačni, ampak je pa dobro tudi, da poveš, zakaj recimo je do tega prišla. No, to je bilo leto 2010 in izdali smo v bistvu publikacijo, ki se imenuje Afrika v slovenskem šolskem sistemu, in če kdo želi, lahko mi to pošljemo. Zdaj, v tej publikaciji so bili ne samo pripombe, recimo, kaj ni v redu, ampak tudi predlogi, ne, kaj se da narediti. Še eno stvar moram reči, da tukaj smo sodelovali pri tem projektu od 2010 tudi z založbami, pa tudi z avtorji, kot je recimo dr. Jurij Senegačnik. In to sodelovanje je obrodilo sadove, ne, ker če že nekaj drugega, en izmed teh učbenikov je bil zelo hitro potem tudi spremenjen na boljše, pa tudi učne načrte so bili spremenjene, določene na boljše, prav zaradi tega sodelovanja. Zdaj letos, oziroma zdaj že lani, ko smo pregledali knjige, smo v bistvu 3 učbenike pregledali in en delovni zvezek za geografijo,
pa 2 učbenike za zgodovino. In naš namen je bil v bistvu ugotoviti, kaj se je spremenilo v 10 letih, skratka od 2010 oziroma 2007 do 2020. Dejansko smo prosili študentke etnologije in kulturne antropologije, da so v bistvu pregledali stare verzije učbenikov, primerjali z novimi verzijami učbenikov, pa upoštevali tiste pripombe, ki smo jih mi takrat 2010 dali. Skratka, da ugotovijo, če so bili te pripombe upoštevani oziroma do koliko mere upoštevano v novejših verzijah učbenikov. Kar bi rekel kot glavne recimo zaključke je pa, da še ostaja v bistvu literatura eurocentrična. Druga zadeva, da na različno so bili zadeve upoštevane. Imaš učbenike, kjer je bilo veliko več recimo upoštevanega, kot primer Geografija 8 od Mladinske knjige, recimo v tej knjigi je splošni vtis, da je bilo veliko upoštevanega, medtem ko recimo raziskujemo Afriko in Novi svet, učbenik za geografijo v 8. razredu, tukaj je pač študentka, ki je pregledala, ugotovila, da je bilo precej manj recimo pripomb upoštevanih. Druga zadeva je, da ostajajo vseeno te problematične izraze. Naprimer, črnska ljudstva recimo se še vedno uporablja v knjigi Geografija Afrika in Novega sveta, čeprav to je ravno taka knjiga, ki je bila v bistvu najbolj spremenjena, človek rekel, ne. Splošen vtis je, da tudi takrat, ko so bili recimo upoštevane predloge, pa tako naprej, so enostavno zbrisali to, kar se jim je zdelo, zdaj govorimo o avtorjih, težko. Skratka, namesto, da bi določene koncepte, recimo, mogoče se s tem ukvarjali, so enostavno jih zbrisali. Tako da dejansko imamo danes učbeniki, ki so sicer manj problematični, kar se tiče terminologije. Dejansko ja, večino teh problematičnih izrazov so bili izbrisani, ampak še vedno ne naslavljajo stvari, ko bi jih lahko, recimo o kulturi, recimo Afriki. In so nekako bolj skope, bi človek rekel, ne. Kar postavlja vprašanje, zakaj? Zato, ker nam se zdi, da slovenski učenci so popolnoma sposobni razumeti tudi kompleksne teme, ne, ki bi jih lahko tukaj naslovili, ne. Zdaj mogoče lahko vzamem eno, to je Geografija 8, Mladinska knjiga, pa še par primerov, mogoče malo bolj konkretnih povem. V stari knjigi je bila omenjena, da je Afrika v bistvu, da je Evropa Afriki najbližji kontinent, tega ni več recimo omenjeno, ne, ker se ve, da v bistvu Azija ravno tako se totalno dotika z Evropo. Omenjeno je bilo prej, da je Afrika prava tropska celina, zdaj tega ni več. Zdaj, mogoče za marsikoga je to nedolžno, ne, ampak ta beseda prava se velikokrat uporablja, ko se govori o Afriki, ne, ali pa se tudi včasih reče pravi črnec, ne, zdaj pravi zamorec, če gremo nazaj v Juromorje v Afriki, pa tako naprej. Skratka, kaj pa je prava tropska celina in kaj pa ni, ne. Skratka, zdaj tega ni več. V prejšnji knjigi je bilo govor
o tem oteženemu dostopu do notranjosti Afrike. Zdaj pa tudi tega ni več, ampak zdaj lahko se tu vidi, ne, da takrat je bilo res iz perspektive Evrope, ne, celo perspektive kolonialistov, recimo, zadeva bila napisana, ne, tega ni več. Viktorino jezero, recimo, ne, to je v bistvu kolonialno ime, ne, v resnici to ima več lokalnih imenov, naprimer Ukerewe, recimo je eno tako ime, ne. To ni popravljeno, ampak potem smo mi potem tudi razumeli, da obstaja možna razlaga, zakaj ni popravljeno, ne, ker v Sloveniji očitno imajo neko bazo imen, recimo, ki jih lahko avtorji uporabljajo, ne. In ko smo potem predstavili projekt, se je izkazalo, da zna biti pač, da to, kar smo mi predlagali, ni v teh baz imen, ki jih lahko avtorji uporabljajo. Ostaja seveda delitev Afrike na severno, tropsko, srednjo in južno Afriko. Zemljevid, recimo, v tej novi knjigi, tokrat ima otoške države, v stari, recimo, Mauriciju, bila Madagaskar, tako naprej, skratka, te otoške države so bili izpuščeni. Pa tudi zdaj v novi ni več delitev na belo in črno, recimo, ne. Kar je v bistvu spodbudno. Izraz črna celina ostaja, ampak v bistvu tako je dodan kot tematski okvirček za učence in učenke, kot spodbuda, da razmišljajo o tem, ne, če se jim zdi ta izraz primeren ali ne. Kar se nam zdi v bistvu v redu, ne, lahko na tak način, ker v bistvu, to je v bistvu kritično razmišljanje, ne, ki jo je treba spodbuditi pri učencih. Zaenkrat bi tukajle. Jaz imam veliko vprašanj tukaj zate, ampak bom najprej prebrala vprašanje Sabine iz klepetalnika. Zdravo, Maks. Ste morda tudi kaj raziskali prvo triado osnovne šole? Zaenkrat še ne. Kratek. Zdaj, imamo ne v okviru tega projekta, ampak že prej smo imeli druge projekte, preko katerega smo pregledovali ne toliko šolske knjige, ampak otroško literaturo, ki se uporablja v vrtcih in tudi v prvi triadi. In takrat smo naleteli na nekaj knjig, ko so se nam zdele neprimerni in smo ravno tako imeli potem delavnice z učitelji, pa tako naprej. Primer take knjige je seveda Juri Muri v Afriki. Ja, torej, Maks, nekako si pokazal in Anja tudi ti že prej, da na različnih nivojih, ne, delujejo te oziroma se manifestirajo te ideje. Od terminologije, ne, recimo, ki so v nekaterih učbenikih, kot si Maks povedal, kar poskušali že spremeniti, do recimo same vsebine, torej kaj se poudarja, o čem se govori, ne, kakšni konteksti se recimo ponudijo za razumevanje ponujene snovi, podobno recimo tudi pri pisanju misionarjev, jaz prepoznavam ne, ravno ta nek manko širšega konteksta. In pa fotografije. Anja, ti si jih zelo dobro pokazala, ne, v PowerPointu. Kako je pa mogoče, Maks, še če tole pogledamo, kako je s fotografijami v učbenikih? Tiste najbolj problematične fotografije so bili izmaknjene. To na splošno velja. Tako da tu pa tam se še najde kako tako, ampak fotografije so bistveno boljše, kot so bili 10 let nazaj. Jaz tudi v bistvu razmišljam to, kako so se ti
podobe, pripovedi nekako vzpostavljene z te evropske perspektive, ne? Oba sta nekako omenila ta eurocentrizem. Kaj lahko naredimo, da pravzaprav nekako to presežemo, oziroma kakšni so vajini predlogi, kako pristopati pravzaprav k tej problematiki. In tudi še to vprašanje, ne, recimo, zakaj tako vztrajno te podobe vztrajajo, ne? Ali nismo dovolj senzitivni, se o tem premalo pogovarjamo? Glejte, priznam, da si mi ti poslala vprašanje prej in sem jaz razmislil, ampak moram zdaj reči, da ko sem potem poslušal Anjo, se mi zdi, da sem še tudi svoj odgovor na to temo še preoblikoval. Jaz mislim, da dejstvo je, da ta zadeva, rasizem, je pač z nami zelo dolgo in ima zelo močne korenine. Kot sem jaz prej omenil, če pa je kralj Portugalske dobil v bistvu od tedanjega papeža več kot 500 let nazaj blagoslov, da lahko v bistvu zaslužnje ljudi permanentno. Jaz ne vem, kdaj je to nehalo veljati, ne? Tako da na nekemu nivoju, ker to je zelo pomembno poročilo, ne? Na nekemu nivoju, če pa je želja, volja, da se to spremeni, se mi zdi, da bi bilo treba narediti bistveno več, ne? Recimo, ker to je dejansko v zavesti ljudi ostalo, ne? To je ena zadeva. Druga, jaz mislim, da obstaja ena zadeva, ki se imenuje beli privilegij. Upam, da sem to dobro prevedel, v angleščini se reče white privilege. Če si ti belopolta oseba, mislim, določene stvari ni treba, da se s tem ukvarjaš, samo zato, ker si se pač rodila kot belopolta oseba. To so stvari, s katerimi se ostali, ki nismo se rodili kot belopolte osebe, se ukvarjamo. Včasih celo na dnevni bazi. Tebi ni treba skrbeti, če greš ven, recimo, da te bo kdo mogoče grdo pogledal, ali pa da te bo kdo celo napadel. Na pamet ti ne pade, recimo, da se ti lahko to zgodi. Ko odpreš knjige so napisane po tebi v resnici, ne? Po tvoji meri, recimo, ne? Odpreš knjige, vidiš slike, ki v bistvu, s katerim se ti identificiraš. Prižgeš televizijo, vidiš slike in podobe in sporočila, s katerim se ti identificiraš. Življenje je po tvoji meri, praktično, recimo, ne? Če pa se ti ustavi policista, ne boš razmislil o tem, a me mogoče ustavil zato, ker sem temnopolta oseba ali ne. In to tudi ima pravzaprav lahko tudi posledice, recimo, ne. Če greš k zdravniku, ne razmišljaš nikoli, a mi bo mogoče z mano kaj eksperimentiral zdravnik, a bo mi res dal enako obravnavo. Če si kjerkoli na katerikoli instituciji, tebi ne pade na pamet, ali mogoče te bo uradna oseba obravnaval slabše, pa drugače, samo zato, ker drugače izgledaš. S temi zadevami, recimo, se ti ni treba ukvarjati, zato, ker si se pač kot oseba rodil, pač kot belopolta. Jaz mislim, da to zavedanje osnova, ne?
tudi rasizem se ne bo spremenilo samo zaradi tega, ker bo skupina temnopoltih oseb demonstriralo, recimo, ne. To se bo spremenilo, ko se bo veliko ljudi, ne glede na to, na rase, ko bo kaj o tem naredilo, ko bo ugotovilo v bistvu veliko ljudi, da ta sistem ni v redu, da v bistvu ni človeški, če lahko se zelo preprosto izrazim, da smo manj, če smo rasisti, kot zdaj govorim kot ljudje, ne, kot če nismo, recimo, ne, da smo manj človeški v resnici. Zato se mi zdi, da do neke mere začne se pri zavedanju, samozavedanju v bistvu, ne. Druga zadeva, obstaja tako imenovano v angleščini tudi unconscious bias. To je pač ravno zaradi sistema, v katerem živimo, obstaja v mišljenju, recimo belopoltih osebah, pač ta, pomagaj mi prevesti, če treba, Tina. Jaz res ne vem, kako bi se to rekel. Nekako, če pa srečujete z belimi, imajo avtomatično neke prednost, recimo, ne. Če pa srečujete z ostalimi, to na nezavedni ravni v bistvu, recimo, že sistem sam po sebi da ljudi, ki so beli polti, neko prednostno obravnavo, recimo, ne. Zdaj, zelo pomembno tukaj je to, da ti, Tina, nisi za to kriva, ne. Tudi Marko ne, pa Anja tudi ne, ne. To ni neka taka osebna zadeva, ne. Ker velikokrat je tako, ko imamo pogovor, recimo, z belopoltimi osebami o tej temi, je pa reakcija pač tisto, ja, glej, jaz nisem kriva za to, da sem se pač taka rodila, resnično nisi kriva, ne. Sploh ne gre za to, da bi bila karkoli kriva, gre pač za to, da skupaj kot ljudje ugotavljamo, da neki sistem ne funkcionira v prid človeštva in si lahko del rešitev, ne del problema. Ker biti tih je biti del problema. Ja, zdaj v bistvu sem razmišljala ob tem tvojem odgovoru ravno o tem, da ne moremo spreminjati nekih posameznih elementov, recimo, ne vem, spreminjati poglede v, ne vem, medijih, kar smo se danes pogovarjali, izobraževanju, tako ločeno, ampak da gre v bistvu za spremembo celotne družbene strukture, ne, da šele, ko bomo, mislim, seveda so to posamezni koraki, ampak cilj je vendarle večji, ne, kot pa samo posamezni neki elementi. Ja, Tina, jaz mislim oboje. Jaz mislim, da moj predlog bi bil, da delamo na sebe, ampak hkrati, ne, vse te konkretne akcije, ki jih je treba narediti, ki je pač treba narediti, ne. Govoriti je treba o rasizmu, ne. Ni treba biti tih, če sosed nekaj govori mislim tako, kar ni v redu, ne, če veš, ne. Je treba biti malo bolj pogumen in se soočati tudi s tem, ne. Skratka, ja, delamo na sebe, a hkrati ne pomeni, da bomo počakali, da smo mi perfektni, zato da bomo se soočali s temi problemi. Ne, oboje hkrati. Na učbenike treba delati, na medije treba delati, na otroško literaturo je treba delati, na zgodovino, kako je v bistvu izkrivljeno prikazano, je treba delati. Veliko nas čaka dela. Jasmina Koduzovič ima dvignjeno roko. Anja, oprosti, mogoče samo damo še priložnost za vprašanje Jasmini, kar izvolite. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi mogoče kot en dodatek današnji temi in pogovoru dodala v bistvu svojo misel, ki sem jo ves čas vrtela
tokom današnjega dogodka, in sicer to, kako zelo pomembno je to, kar je že gospod Max Zimani povedal na začetku, ta single story, ki v bistvu o njej zelo dobro govori nigerijska pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie, ki v bistvu pove, kako zelo pomembno je to, da prav v tej literaturi, pa recimo danes, ko smo se pogovarjali o učbenikih, je pomembno, da ni postavljena oziroma predstavljena samo ena zgodba, in to je ponavadi evropocentrična zgodba belcev, ki pač smo nekoč v zgodovini ali pa mogoče še danes predstavljamo to podobo v literaturi v bistvu samo belopoltih oseb. In pozabljamo tukaj tudi temnopolte osebe, še posebej, ko govorimo mogoče ravno o Afriki. In to se mi zdela taka pomembna ideja oziroma spoznanje, da ne gre se za pač zgodbo samo enega oziroma posameznika, ampak da gre v bistvu za zgodbo tistega, ki ga zadeva. Tako kot je gospod Zimani povedal na začetku, pač mi želimo predstaviti, se pravi, našo društvo želi pripraviti oziroma predstaviti zgodbo nas, ki je pač avtentična, in ne bomo pustili, da nekdo namesto nas govori pač o nas samih. Tako da to se mi je zdelo tako vredno deliti z vami. Hvala. Ja, najlepša hvala za tole. Jaz sem tudi delila zdaj link tega TED Talka, ki ga je imela Chimamanda Ngozi Adichie, je res zelo dober, tako da hvala za ta predlog. Anja, prej si Ja, no tudi meni se zdi izjemnega pomena poznavanje zgodovinskega izvora stereotipov in predsodkov in konteksta, v katerem so nastajali. In recimo, če pogledamo današnje slovenske medije, v glavnem črpajo novice iz Afrike, iz zahodnih tiskovnih agencij. Nimamo recimo svojega dopisnika iz Afrike. Novic v Afriki je ali zelo malo, ali pa, če so, pa naslavljajo izrazitev negativne teme, recimo bolezni, oborožene spopade, revščina, lakota, otroci z muhami na obrazih in tako naprej. Pa tudi recimo v trenutni situaciji s pandemijo COVID-19 nekako nismo zasledili, kako so se pa afriške države soočale, kakšne ukrepe so sprejemale. Tako da vsekakor menim, da bi bilo nujno, da bi naslovili tudi kakšne pozitivne teme v smislu napredka, inovacije, kultura, literatura, film, umetnost. Ampak še bolj pa pomembno se mi zdi, da pa Afričani spregovorijo sami zase brez posrednikov, kar je bilo že prej omenjeno. Torej, mogoče, da bi povzemali novice tiskovnih agencij iz Afrike, da bi imeli, dopisnika, ki bi vključeval čim več lokalnega prebivalstva. Zelo pomembno in se mi zdijo pa tudi taki dogodki, ta organizacija takih pogovorov in zdi se mi pomembno, da se pa doseže čim širšo javnost. Torej, tako da. Hvala. Imamo en komentar na tole, in sicer, da tiskovne agencije sploh niso neodvisne, recimo Reuters je sploh nekredibilen, piše Rok. Pa še eno vprašanje, Max, je pa zate, ki ga je postavila Tjaša Kosar, in sicer ste v učbenikih našli kakšno učno snov o evropski kolonizaciji kontinentov? Torej kolonializem, ali se govori o kolonializmu, če jaz pravilno razumem to vprašanje? Mislim, je pa, ampak v bistvu zelo malo, nekako kot pač neko dejstvo, recimo, ni tukaj le nekega konteksta v smislu čemu, zakaj je do tega prišlo, še manj pa za res neke posledice, ampak tu pa tam se kaj omenja. Recimo v primeru Južnoafriške republike se omenja, ampak zelo skopo. Kaj bi pa recimo učbeniki še morali vključevati, sicer ste nekaj že omenjali te pozitivne zgodbe, ampak vendarle lahko mogoče tako pod črto, ker udeležila sem se pogovora, ki ste ga imeli o učbenikih, in mi je bilo zanimivo, ker so v bistvu ti pisci izpostavili, da pa vendarle morajo se držati neke omejitve, ker
lahko bi napisali izjemno dolge učbenike. Tako da mogoče čisto iz tega vidika me zanima, kaj pa je tisto, kar je res nujno nasloviti? Jaz mislim, da se strinjam, ne, imamo omejeno, recimo, imajo avtorje težke naloge, zato ker imajo pač omejitve, recimo, ne. Jaz mislim, da niti ne gre tukaj za količino, recimo, ne, gre po mojem za kakovost, recimo, ne, karkoli že pišejo, naj kakovostno pišejo. Če pa pišejo o kolonializmu, naj napišejo tudi par stavkov o vzrokih, recimo, kolonializmu, naj bo jasno, recimo, ne, da je to povezano tudi s suženjstvom, in naj bo jasno, da za tem sledi tudi neokolonializem, pač skratka neko sled, ne. Če pišeš recimo o revščini, lahko potem, da je učencem nekoliko bolj jasno, ne, da Afričani niso revni, zato ker so pa leni, ne, in neumni, tako kot je potem ta izjava bila, ko smo jo prej obravnavali, ne. Zato, da učenci pridejo do tega, potem je treba dejansko stvari predstaviti nekako malo bolj logično, recimo, ne, ker ena stvar pripelje do drugega, ne. Saj konec koncev, če tako pogledate, še danes je v bistvu veliko teh afriških držav neodvisni, seveda, politično, ampak pod zelo velikim vplivom, recimo Evrope pa ZDA, ne. Vse Afričani nimajo kakšnega hudega glasu, OZN, svetovne trgovine, pa tako naprej. Skratka, Afrika kot taka še ni igralec, recimo, na mednarodnem nivoju, in to seveda še vpliva. Ne določajo Afričani cene, recimo, teh izdelkov, ki jih prodajo na svetovnem trgu, pa tako naprej. Zato, ker pač sistem tako funkcionira, tako kot funkcionira, ne, trenutno. Skratka, mogoče manj celo lahko se piše, ampak bolj kakovostno, bi jaz rekel. Hvala, Maks. Bi kdo še imel mogoče kakšno vprašanje ali pa komentar? Alenka Pirman se je oglasila in piše, kako Slovenski etnografski muzej naslavlja sistemski rasizem afriške zbirke. Doslej sem zasledila predvsem navdušenje nad dosežki misijonarjev Slovencev. Mogoče, Alenka, še na koga to vprašanje je pravzaprav naslovljeno, ker mislim, da Maks in Anja ravno na to vprašanje ne moreta odgovarjati. Bi mogoče kdo iz občinstva? Ja, lahko jaz tukaj dodam. Sem Marko Frelih, kustos afriške zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju. Tako da v Slovenskem etnografskem muzeju pač hranimo te najstarejše misijonske zbirke iz 19. stoletja, začetka 20. in kasneje iz obdobja tako imenovane neuvrščene politike Jugoslavije, ko je po vojnem obdobju, predvsem v 70., 80. letih, zelo veliko Slovencev bilo tako rekoč v vseh državah v Afriki zaposlenih v različnih poklicih. Kot veste, so bili takrat stiki z Afriko zelo intenzivni, kar je tudi Maks Zimani že omenil. Tako da bi v Slovenskem etnografskem muzeju prav posebej misijonarje izpostavljali kot neko posebno, ne vem, vsebino, to mogoče na nek način drži, ampak bolj v smislu teh začetkov, v smislu stikov z Afriko in na vse možne načine predstaviti ravno to, kakšno je bilo takrat zgodovinsko ozadje nastajanja neke zbirke. Tukaj sigurno, kakor je tudi Anja omenila, čas Ignacija Knobleharja,
je za nas Slovence izjemno zanimiv zaradi teh prvih stikov z Afriko in tukaj recimo njegova afriška zbirka je del te vsebine, ki jo treba gledati v celoti. Zbirka sama ima svoj pomen, to so priznali tudi drugi kolegi iz muzejev, tako v Evropi kot tudi iz Sudana, tako da zbirka ima svojo zgodovinsko vrednost, vendar jo treba gledati v celem kontekstu predstave Afrike skozi neke slovenske oči, skozi slovensko perspektivo slovenskim rojakom. In tukaj je potrebno poudariti še ta Knobleharjev, bi rekel, dnevnik, ki ga je on pisal, ki je bil tudi potem objavljen v teh slovenskih medijih. Potrebno je izpostaviti na vse zadnje tudi Knobleharjev prispevek k raziskavam porečja Belega Nila, ki je imel seveda tudi svoje interese v ozadju, tako kot Janja je omenila, Avstrija imela kolonialne ambicije in Knoblehar je bil del teh kolonialnih ambicij. Tako da misionarske vsebine se mi zdijo zelo pomembne za razumevanje širšega zgodovinskega konteksta, kako dejansko videti to genezo stikov Slovencev z Afriko in vseh teh pojavov, ki se pojavljajo, kar smo danes že večkrat slišali, predvsem pri izdelavi teh stereotipov. Tako da tukaj mimo teh misijonskih vsebin ne moremo, meni se zdijo zelo zanimive, tudi lahko rečemo, da v zadnjem času, recimo tam nekje konec 20. stoletja, v drugi polovici 20. stoletja se o tem praktično ni govorilo. Tako da zdaj v zadnjih letih se na te misijonske vsebine malo bolj obračamo, predvsem v smislu geneze stikov z Afriko, Slovencev z Afriko in seveda v genezi teh stereotipov, ki so vse bolj, bi rekel, še vedno prisotni in imajo neko zgodovinsko ozadje. In za razumevanje zgodovinskega ozadja ne moremo mimo teh misijonskih vsebin, od posameznikov do raznih društev. Naj le poudarim, da recimo med obema vojnama je bila misijonska dejavnost v slovenskem prostoru izjemno aktivna in je pustila globok pečat v slovenski družbi. Obstajali so misijonski muzeji, misijonska društva, predvsem pa številna, bi rekel, publicistika, ki je izoblikovala nek ta slovenski pogled na drugega, predvsem pa na Afriko. Marko, najlepša hvala za odgovor. Vidim, da je kar se razživelo tole pisanje v klepetalniku. Alenka Pirman se zahvaljuje. Je pa Sara dvignila roko, tako da prosim. En lep pozdrav iz Amsterdama. Moje ime je Sara in sem študentka konzervatorija v Amsterdamu. Jaz imam eno tako vprašanje za gospoda Maksa, in sicer, ko ste pregledovali učbenike, ste mogoče naredili kakšno primerjavo tudi z učno literaturo držav, ki imajo kolonialistično preteklost, in če je v tem kakšna razlika v primerjavi recimo Slovenijo oziroma državami, ki imajo bivšo socialistično, ki so imele to, kot smo živeli v tem sistemu. No, tako. Upam, da je vprašanje jasno. Ja, vprašanje je jasno. Odgovor je v bistvu ne, čeprav mogoče, jaz sem se rodil v Zimbabveju in preden smo začeli se s temi zadevami ukvarjati, sem jaz v bistvu pogledal, kakšne učbenike se uporabljajo v Zimbabveju, recimo, ki je bila v bistvu bivša britanska kolonija. Iz recimo Francije pa Anglije pa nismo zares. Je pa tako, da smo sodelovali na nivoju globalnega učenja, smo sodelovali z ljudmi, ki se ukvarjajo s temi vprašanji v Angliji, ne v Franciji, ampak v Angliji, bolj v smislu, to so naše pripombe, kaj vi menite. In šokirani so pa bili, da je to sploh možno, da se kaj takega piše v učbenik, ampak ne, nismo mi se lotili na tak način.
predvsem zaradi pomanjkanja kapacitete v resnici. Hvala. Ali bi želel mogoče kdo svoje vprašanje kar povedati, no, se lahko oglasite, da ne berem v klepetalniku. Ne vidim, če je kakšna roka dvignjena. Dobro, potem pa bi mogoče vaju prosila samo še za kakšno zaključno misel, Anja in Maks. Kako bi, mislim, pravzaprav vaju pozivam, da na nek način pomislite na to, kaj je vloga pravzaprav vsakega od nas, ko se soočamo z rasizmom. Maks, sicer si ti to že omenil, ampak se mi zdi vendarle pomembno, da še enkrat poudarimo vse te elemente. Anja, bi dala kar tebi besedo. Torej, vsekakor, kot sem že prej omenila, se mi zdi zelo pomembno poznavanje izvora, poznavanje zgodovinskega konteksta, da potem te stereotipe v sedanjosti lažje presegamo v smislu nereproduciranja in ne samoumevnosti. Tako da, kot pa že rečeno, se mi zdi zelo pomembno naslavljati to tematiko vedno znova in da čim širše občinstvo dosežemo, ampak začeti je treba pa pri otrocih, torej v izobraževalnem sistemu, že v vrtcih in potem šolah. Tako da se mi zdi zelo pomembna ta analiza učbenikov. Sama se pa ukvarjam tudi v doktorskem študiju, pa tudi z analizo učbenikov v času 19. stoletja. Tako da to bo tudi zelo zanimivo, se veselim teh rezultatov. Torej, nekako si izpostavlja to zaveščanje in izobraževanje. Maks, še zaključna misel s tvoje strani? Jaz bi samo dodal v bistvu v tem, kar je že Anja povedala. Mogoče res je pa pomembno, da sam pri sebi začnemo. Če bi, ne vem, jaz rekel, da če ste belopolti, ste verjetno rasisti, bi bili verjetno šokirani in potem mogoče izjava pravzaprav sploh ne bi bila dobro razumljena. Ampak dajte o tem razmisliti, ker sistem pač, v katerem živimo, je tako naravnan, da verjetno ste. Zrak, ki jo dihamo praktično, je tako narejen, da verjetno osnovne šole, kot je že Anja povedala, knjige, kaj preberemo v izobraževalnem sistemu in tako naprej in tako naprej. Tako da mislim, da prvo je pač tisto treba pri sebi priznati, raziskovati in lažje potem z drugimi, recimo, se pogovarjati. In seveda aktivno delati na tem. Več, ko znaš, več lahko narediš. In se zavedati, seveda, da biti tih je lahko ravno tako problematično, kot biti rasist. Najlepša vam hvala za vajina izjemno pomembna prispevka. Hvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili tega dogodka. Pogovor je bil posnet oziroma smo ga posneli, tako tudi prejšnja dva pogovora v tem ciklu pogovorov o rasizmu, torej o rasizmu v znanosti in pravzaprav smo se včeraj pogovarjali o muzejih in o tem, ali so muzeji lahko prostori preseganja rasizma, tako da vsi trije posnetki pogovorov bodo dostopni na spletni strani muzeja in tudi na YouTube kanalu muzeja. Res še enkrat najlepša hvala in želim vam lep dan še naprej. Hvala. Hvala.